Samuel, poslušaj vse, kar bi rado ljudstvo, saj so mene zavrgli, ne tebe. Jaz naj ne bom njihov kralj. Ustrezi jim, naj imajo, kar bi radi. Resno pa jih posvari in jim odpri oči, kakšne pravice bo imel kralj, ki jim bo vladal. Starešine, poslušajte, kaj mi je Gospod naročil. Kralj bo imel naslednje pravice. Vaše sinove bo imel na vojsko in vaše hčere bodo morali opravljati različna dela. Z vaših njiv, vinogradov in od čred bo pobiral desetino. Jemal bo vaše najbolj rodovitne njive, vinograde in oljčne nasade ter jih dajal svojim služabnikom. Vaše hlapce in dekle, vaše najboljše ljudi in vaše osle bo uporabljal zase. Njegovi sužnji boste. Ne bomo te poslušali, Samuel. Kralj naj nam vlada. Pred nami pojde v boj in bo vodil naše vojake. Samuel, poslušaj jih in jim postavi kralja. Gospod, tvoj služabnik posluša. Poiskal bom kralja. Jutri pošljem k tebi moža iz Benjaminovega rodu. Mazilil ga bom za kneza svojega ljudstva Izraela. Moje ljudstvo bo osvobodil iz rok sovražnikov. V Benjaminovem rodu je živo mlad mož, Savel po imenu. Bil je lep, sposoben in za glavo višji od drugih. Njegov oče je bil premožen mož. Nekega dne so se mu izgubile oslice, zato je poslal Savla in hlapca, da jih poiščeta. Prehodila sva vso okolico do Efraimskega pogorja, a oslic nisva našla. Vrniva se. Drugače bo očeta bolj skrbelo zaradi naju, kakor zaradi oslic. Mladi gospodar, v tem kraju živi Samuel, ugleden Božji mož. Kar on reče, se gotovo izpolni. Morda nama on svetuje, kje naiščeva. Tvoja misel ni slaba. Prav, stopiva k njemu. Le kdo je mladi mož s hlapcem, ki mi hiti naproti? Samuel, to je mož, o katerem sem ti govoril. Vladal bo mojemu ljudstvu. Dobri mož, povej mi, prosim, kje je prerokova hiša? Jaz sem prerok. Pojdi z menoj. Danes boste jedla pri meni. Jutri na vse zgodaj lahko greste naprej. Vse ti bom povedal, kar bi rad zvedel. Ne delaj si sivih las zaradi oslic. Niso se izgubile, saj so jih že našli. Savel, Izrael hoče kralja. To čast boste uživali ti in tvoja hiša. Kako mi moreš napovedati kaj takega? Kaj ne veš, da sem iz Benjaminovega rodu, najmanjšega izmed vseh Izraelovih rodov? Kaj ni naša družina najbolj neznatna izmed vseh družin Benjaminovega rodu? Pojdite z menoj. Zgodnje jutro je, Savel. Vstani. Spremljal te bom iz mesta. Reci hlapcu, naj gre naprej. Ti pa počakaj, da ti razodenem, kaj mi je naročil Gospod. Poklekni, Savel.
S tem oljem za maziljenje te je Gospod mazilil za kneza svojega ljudstva. Svoje ljudstvo boš rešil iz rok sovražnikov. Nedolgo zatem pride kralj Amoncev in začne oblegati mejno mesto Izraelcev. Savel zbere ljudi za boj in z Gospodovo pomočjo premaga sovražnike. Samuel skliče v Gilgalu vse ljudstvo in jim predstavi Savla kot kralja. Vse ljudstvo je bilo zadovoljno in ga je potrdilo za kralja. Ob obali je prebivalo filistejsko ljudstvo. Filistejci so se spet zbrali za spopad z Izraelci. Imeli so veliko bojnih voz, pešcev pa brez števila. Tedaj je Izraelce prevzel velik strah. Nekateri so zbežali čez Jordan, drugi so se poskrili po votlinah in skalnih razpokah v hribovju.